Lepo zdrav, ljubitelice in ljubitelji nogometa. Počil je lonec in pravljice je konec. Nogometaši lahko pospravijo žoge, nogometne kopačke, novinarji pa odložimo mikrofone in tipkovnice, kajti sezona v prvi ligi Telemach je končana. Dobro, kar se tiče boja za naslov, vse to drži, ampak vedno v nogometu tako, da ni le boj za naslov tisti, ki je nekako v spredju ob napovedanem finalu med Mariborom in Olimpijo. Tako ali tako tudi četrto mesto v prvenstvu peljalo v Evropo, ampak počakajmo. Zdaj Palčič podaja v kazenski prostor, Edon Voni ima priložnost in gol. Kakšno darilo Radomljanov že v drugi minuti. Bright Edon Voni je premagal Luko Baša. Ja, očitno je prišlo do spremembe tik pred zdajci. Luka Baš je med vratnicama Radomelj in ravno mladenič si je tule privoščil veliko napako. Bright Edon Voni pa je šestim prvenstvenim golom v tej sezoni to izkoristil. Na današnji tekmi zapretijo Radomljani. Čujič podajalec v kazenski prostor, nevarno je pred vrati. Šošić je prišel do strela, toda zelo aktiven je v igri Radomelj. Daril Landu podaja v kazenski prostor, priložnost za Radomljane. Kombinacija, zdaj Ševel v kazenski prostor in gol! Kdo drug kot Ester Sokler? Rezultat poravnava na 1:1 in tik pred koncem polčasa gol tudi za Radomlje. Torej, zgodba se je povsem izenačila, če so takoj na začetku tekme zadeli Koprčani. Je zdaj ob koncu polčasa, praktično od poletja traja vse do decembra, trenerska menjava in svež veter Oliverja Bogatinova. Tole je zdaj priložnost za Koprčane. Krajinović razdalje brani Baš. Dober prenos žoge na Palčiča, ki ima nekaj prostora. Desno je Kambič. Luka Kambič preigrava, še vedno Kambič. Kambič strelja! Veliko dela za Baša. So eno menjavo torej že upravili. Tole zdaj Palčič v kazenski prostor proti Nkadi. Nkada do strela. No, tole je bilo zelo nevarno. Taktiko Oliver Bogatinov, ko ima točko, ki bi mu kar odgovarjala. Tole zdaj podaja proti Nkadi. Nkada in Kambič. Kambič preigrava. Kambič do strela. Kot bo za Koper. Oliver Bogatinov, trener Radomelj, znova 1:1. Radomlje znova ne oddaja vseh treh točk, ampak začelo se je precej slabo. Že v drugi minuti ste dobili zadetek. Kako ste videli vi ta prvi polčas do vašega gola? Ja, osvojena točka. Še vedno smo v nekem pozitivnem nizu, težko osvajamo točke, težko zgubljamo, oziroma že nekaj časa nismo. Je prej za današnja tekma v prvih 20 minut z naše strani ni bila na nekem kvalitetnem nivoju. Gosti Koprčani so to izkoristili. Malo smole tudi z Veličem, se je poškodoval že na ogrevanju in smo v zadnji moment opravili menjavo, tako da Luka Baš je praktično neogret šel na tisto prvo žogo. Ampak okej, mi smo ekipa, včasih nam nekdo nekaj da, včasih nam nekaj vzame, ampak vse skupaj pa je pozitivno. Ampak reakcija na to v zadnjih sekundah prvega polčasa je bila dobra. Torej, zadeli ste tik pred koncem prvega polčasa. V slačilnici je bilo verjetno lažje dati navodila za drugi polčas. Ja, že drugi del prvega polčasa mislim, da smo dominirali, iskali ta gol, ta zadetek. In bili bližje našemu prvemu kot Kostje drugemu in zadeli v tistem najbolj sladkem momentu, ravno pred iztekom prvega polčasa, ko je potem priprava na drugi polčas mnogo lažja. Sam drugi polčas pa mogoče ritem tekme je upadel in lahko rečem, da mogoče tudi zaslužen rezultat. Čeprav smo mi imeli še dve priložnosti, mislim, da če bi Šošić tam zadev, da bi VAR ta gol potrdil, kljub dvignjeni roki stranskega sodnika. Kaj mislite, da je bil razlog za to, da sta obe ekipi praktično zastali sredi drugega polčasa?
Ne vem, jaz že pred tekmo sem rekel, da v celem tednu nismo bili pravi in to se je tudi danes poznalo, predvsem v drugem polčasu in ko je tekma šla k koncu. Bomo poiskali, sam ne vem, težko karkoli pametnega povem, mogoče to prelepo vreme in to sonce, ki nas je danes presenetilo, pa nismo mogoče navajeni, ampak zagotovo to ne smo biti razlog. Samo tole še sedaj vas v naslednjem krogu v nedeljo vas čaka Tabor, ki se krčevito bori za točke. Tam boste vi že lahko načeloma potrdili obstanek v prvi ligi. Tista tekma bo verjetno povsem drugačna z vidika nasprotnika. Ja, se strinjam, šteje dvojno, nekaj podobnega kot proti Gorici, če se malo vrnem nazaj. Z zmago smo šli na 8 točk razlike, če bi oni nas premagali, bi bila ta razlika 2 točki in to je tisto, kar res pravim, zakaj se take tekme dvojno štejejo. Oliver Bogantino, hvala in srečno. Hvala tudi vam. Zoran Zeljković, trener Kopra, proti Radomljam ste iztržili točko, zgolj točko, ali je bilo to premalo in ste želeli 3? Ja, mislim, da so videli, da želimo 3, ampak nažalost nam ni uspelo. Danes smo pokazali premalo, mislim, da smo šli dobro v tekmo za del in potem, bom rekel, nehali igrati, delali ogromno napak. V zadnji sekundi prvega polčasa dobili nek naiven gol, potem v drugem polčasu zopet malo više stopili, probali nekaj kreirati na temu zelo težkemu igrišču, ampak to ni bilo kvalitetno in pač je zaslužena točka. Koliko oziroma kako trenerje razjezi takole prejet gol tik pred koncem prvega polčasa? Ali ste v garderobi takrat bolj besni oziroma date kakšna drugačna navodila za nadaljevanje tekme? Gol, ko dobiš, nikoli ni pravi trenutek, ampak način, na kakšen smo dobili, se pravi, to je samo organizacija. To so nam dvakrat v enem polčasu, dobro vemo, kje mora kdo ostati in tam nismo bili. In to jemljem kot nedisciplino in zaradi tega sem zelo jezen. Ampak se pravim, moramo gledati naprej, kakorkoli dobro vemo, da je tle težko gostovanje in verjeti naprej in še enkrat verjamem, da vseeno lahko pridemo do konca, kar je naš cilj, se pravi, do Evrope. V drugem polčasu je tempo kar precej padel. Kako ste zadovoljni z menjavami, ki ste jih opravili? So dodali tisto, kar ste želeli? Ja, nismo v optimalnem stanju in nekateri, ki pač hodijo not, imajo v bistvu 2 treninga in vidite, ogromno imamo poškodbi in težko je dodati ten gas, klop je pa danes zelo pomembna, ampak se pravim, verjamem, da bomo zdržali, verjamem, da bo iz dneva v dan še kakšen igralec nam priključil in da na koncu, ko bo najbolj pomembno, da bomo te pravi. Zoran Zeljković, hvala in srečno. Hvala tudi vam. Luka Cerar, kapetan Radomelj, znova tekma, na kateri Radomlje niso bile poražene proti Kopru 1-1, torej spomladi se Radomelj ne da premagati. Ja, držimo ta niz že res nekaj časa in mislim, da tudi zasluženo. Na večini tekmah smo enakovredni, če ne celo boljši in danes mislim, da smo si tudi zaslužili 3 pike, ne samo 1. Kakšno je bilo vzdušje v garderobi? Zadeli ste namreč skoraj zadnjo sekundo prvega polčasa, verjetno je to dodaten motiv, še neka dodatna spodbuda za ekipo, ko pride na odmor. Ja, zagotovo. Gol dati pred koncem polčasa je vedno nekaj dobrega, lažje greš v slačilnico in se pol tudi lažje ven vrneš in dalje tega motiva za naprej in mislim, da smo tudi drug polčas pokazali dobro igro. Sedaj bo praktično že zelo kmalu napočil čas, ko boste tudi teoretično obstali v prvi ligi. Bo zaradi tega kaj manj motiva za naslednjih nekaj tekem, ki vas še čakajo? Jaz mislim, da ne. Za vse fante, ki igrajo tukaj, prva liga predstavlja neki izziv in mislim, da tudi, ko se izborimo ta obstank, da bo vse motivacija še na visoki ravni. Luka, hvala lepa in srečno. Matej Palčič, kapetan Kopra, danes je rezultat proti Radomljam 1-1. Za vas se je začelo v bistvu idealno, že v drugi minuti ste dosegli zadetek, tudi s pomočjo vaše podaje. Morda kako ste videli tale prvi polčas?
Ja, v prvi polčas smo vstopili odlično. Prvih 20-25 minut smo nadigrali nasprotnika, si ustvarili nekaj priložnosti, povedali z 1-0, ampak proti koncu polčasa smo nažalost padli in dovolili nasprotniku preveč nekih odprtih centeršutov, iz katerega so tudi enega izkoristili. Zdaj v drugem polčasu oziroma celotno tekmo je bilo vreme tisto vaše, primorsko, skoraj več kot 20 stopinj Celzija. Kaj se je zgodilo v drugem polčasu, da je sam tempo tako zamrl? Ja, ne vem, vse skupaj, kot vidite, je padlo, nažalost. Lahko, da je vreme prvič je bilo sončno po 6 mesecih, tako da treba se je prilagoditi, treba je biti boljši in iti drugače v drugi polčas. Pred začetkom tega dvoboja je vaš trener Zeljković dejal, da se ne zadovoljite s 4. mestom, napadate 3. Je vaše mnenje podobno? Ja, seveda. Mi gremo na 3. mesto in hočemo odločiti sami o sebi. Matej Palčič, hvala in srečno. Hvala vam.